pustolovske in kreativne. Vendar naj se vsak vaš dan konča z vedenjem, da ste naredili najboljše, kakor ste lahko in ste s tem zadovoljni. V mislih si čestitajte in uživajte v svoji kreaciji. Dragi starši, eni ste začetniki pri vzgoji pubertetnika, eni pa že veterani. Ne glede na to, v katero kategorijo spadate, spomnite se svojih nerodnih poskusov, da bi kaos mladoštništva spravili v red. Po 9 letih izposoje vam jih vračamo. Vaši so do konca dni. Tudi vi ste, kot pat in mat, včasih zmedeno iskali rešitve in želim vam, da se lahko čim večkrat usedete v fotelj življenja, sežete partnerju ali partnerici v roko, si čestitata in rečeta: to je to. Hvala. Hvala ravnateljici za te spodbudne besede. Anže, a se spomniš našega prihoda v šolo? Vse se je začelo 1. septembra 2014, ko smo prvič prestopili prag šole in zakorakali v 1. razred. Nikoli ne bom pozabil torte, ki smo jo dobili pri prvi uri oddelčne skupnosti. Imeli smo ogromno domišljije, še posebej potem, ko smo prespali v šoli in nas je obiskoval škrat Nagaj Rab. Sedaj nam bo prebral Jurij njegovo pismo, katerega je napisal v 1. razredu za škrata. Dragi škrat Nagaj Rab, všeč so mi tvoje lumparije, ki mi jih vsak dan zagozdiš, tako všeč, da tudi jaz nekomu ponagajam. Učiteljici podaljšanega bivanja sem potrkal na vrata in se skril. Radovedno je gledal naokoli in ni me videla. Mami sem pa skril delinec, tudi ona se je nasmejala moje lumpariji. Res mi je to všeč, ampak vedel pa ne smem biti lumpast. Ali pač. Če smo iskreni, smo kdaj pa kdaj povzročili sive lase našim učiteljem, še posebej našima razredničarkama Poloni Zoran Perko in Slaši Kočevar Zajc. Hvala vama, ker ste bila za nami našo prvo leto šolanja in nas popeljala v svet pravljic in črk, ter v podaljšanem nas je imela Simona Ogolin. Počitnice so minile in še preden smo se dobro zavedali, smo prišli v 2. razred. Z novimi pričakovanji in dobro voljo. Razveselili smo se novega sošolca Roka in nadaljevali šolsko leto z razredničarkama Tatjano Kupljenik in Darjo Gibičar, ki so nas naučili šteti do 100. Najlepša hvala za odličen preživet 2. razred. V 3. razredu se je zgodila pomembna sprememba za našo generacijo, saj so se premešali razredi. To nas je vse pošteno šokiralo in posamezniki so se s tem težko sprijaznili. Pobližje smo spoznali še večjo tekovo poštevanko, saj kar ni njih hotela v naše glave. Naši razredničarki sta bili Mojca Lužar in žal že pokojna Renata Fink-Usič. Hvala vam. Kot bi mignil, smo se znašli v 4. razredu. Bil je poln smeha, veselja, dolgodiščin in ustvarjalnosti. Z nami sta bili razredničarki Mojca Starašinič in Zdenka Mežan. Hvala za vašo strpnost. Sledita ples Disco Fox in Mambo.
Vstopili smo v 5. razred, ki se ga popestrili naši razredničarki Aleša Sušnik-Škedel in Mojca Žafran, za kar se vama iz srca zahvaljujemo. Prvič smo se srečali z ulomki, katere še danes ne maramo, kar pa lahko potrdi tudi naša učiteljica za matematiko Ana Štepec. V 6. razredu se je zgodila še ena velika prelomnica, saj smo dobila stalna razrednika, za 4 leta Slavko Pečak in Igorja Zadravca. Naslednje 4 leta so bile polna smeha, veselja, dobre volje, kompromisov ter predvsem izgovori. Ja, zgodilo se je marsikaj, pa poglejmo. Dobar dan, učenci. Danes bomo preverili izostanke. Urhina že, kje sta bila v torek 6. uro? Ja, na sejem smo šla. Kam na sejem? Kje pa Urh? Umero reč. Kaj ti je zem? Urh, spet zamujaš. Kje si bil? Spal. A ne bi mogel biti na dopolnilnem pouku? Ja. Kje si bil pa v četrtek 6. in 7. uro? Ja, trenutno vodo. Ti pa imaš izgovorov. Ej, Maruša, ko bomo mi zdajle? Angleščino. Jo, spet tega Kramerja posluša, da ga ima že polno glavo. Jo, pa še ne se dobimo nazaj. Vse za ene 3 bo, po mojem. Ja. Bomo videli. Neodgovorni, ne delate med poukom, ne delate domačih nalog, nespoštljivi, rezultati so bili po pričakovanju, eni malo bolje, eni malo slabše. Pa kaj spet jaz? Kaj se pa ti smeješ? Pa sej sem 35% do 2, kaj pa je? Eni imate popravca, tako da se vidimo avgusta. Ej, Maruša, kome pa zdaj bojo ti? Fisko. A ja, boj, kva delajo? Ja, sej. A few moments later. Grazie.
Sledita plesa, tango ter jive.
Deležni smo bili tudi korone, ki nas je spravila v karanteno za kar leto in pol. Ko smo že mislili, da je končana, je v 8. razredu nastopila kriza celoleten september in oktober. So bili bojevci en teden v šoli in en teden doma. Medtem pa smo mi javci dobro zdržali.